En lep dober večer, Tanja Skajza z vami. Četrtek, nekaj 2020, malce zamujam, ampak ne za to. Se vedno lahko pogleda malce za naprej ali pa malce za nazaj, kakorkoli želite. Tema vse se da. Odločila sem se, da ne bom večkrat tako dajala neke brezvezne meni so že vse teme tako enostavne za razumeti, mogoče marsikomu ne. In sem se odločila, da bom raje izbrala dva vaša vprašanja, tista, katera začutim, da so primerna, in delila z vami odgovore. In na tak način boste tudi sami videli, ali se najdete noter v teh odgovorih ali ne. Ok, danes smo imeli čudovit dan, imeli smo tantra delavnico. Kaj si vse ljudi predstavljajo pod to tantra delavnico? Mogoče samo da podelim, ampak zato sem potem izbrala dva podobna vprašanja, ki bom lahko skozi ta vprašanja tudi malce dotaknila tantre. Izbrala sem dva vprašanja, kjer gospod opisuje, zanimivo, gospod opisuje, kako je vodja skupini 6 zaposlenih, so intelektualci, in kako vsak sleherni dan hodi izčrpan iz službe. In ta drugo mi je se pa dotaknila ena mamica, ki mi je bila top of the top, ona mamica, ki misli, da mora biti superwoman, ona mi je bila pa zato všeč, ker je pač napisala, da nikoli ni dovolj dobro za njo. To pomeni, rada je dobra mamica, rada je dobra v službi, rada je prijateljica, krasna žena in potem ji zmanjka časa zase. No, in bo mogoče, ne vem, kjer najprej začnem, ta dva sta se mi zdela tako smiselna, da se jih dotaknem. Pa mogoče prvega sem dala to, nikoli nisem dovolj dobra. Nikoli, toliko sem zahtevna sama do sebe, da nikoli ne vem, kdaj je to dovolj. Ja, jaz se bom podelila mojo izkušnjo, ker taka sem bila tudi sama do sebe, tudi sama nikoli ni moglo biti, vse, ni bila trojke, ni bilo prav dobro, ampak je bilo samo odlično. In samo tisto, kar je odlično, je bilo sprejemljivo zame. Vse, kar je manj kot to, je bilo premalo. In če se spomnim nazaj, zdaj, če se malo vrnem v podjetje, sem prepričana, da sem imela kdaj čudovite kadre, ampak takrat sem bila toliko zahtevna, včasih mi go reče, my God, kako si bila ti včasih zajebana, zdaj pa tako popustljiva. Izhajam iz tega, da ko mi smo tako zahtevni do sebe, potem tudi tega ne vidimo, kako smo zahtevni do drugih. Ker avtomatsko je za nas samo dovolj dobro, če je petica, ne če je trojka. Trojka ni sprejemljiva. No, danes naj vam povem, da jaz živim danes trojko, pa mi je čisto ok. In pri trojki sem bolj sproščena, bolj vidim lepe stvari. No, in zdaj bom se dotaknila enega primera, ker se mi zdi super. Prezahtevni ljudje, zakaj nikoli ni dovolj dobro. In danes, ko človek lahko živi eno trojkico, štirkico, pa kako je bolj življenje lahko enostavno. Kako lepo sem dobila enega srčka. Mirjana. Če samo pogledam, ko se spomnim, ko sem kdaj hodila na kakršnekoli delavnice, iz tega bom podala stavek, sem vedno pričakovala vse best of the best. To pomeni, predavatelj je mogel biti best of the best, prostor je mogel biti best of the best, vse. To pomeni hrana, vse tipi top. In če tega ni bilo, mi je bilo vedno premalo. Vedno sem potem gledala, kje lahko najdem kakršnokoli napakico. Kako gledam danes napako? Danes predvsem gledam z drugimi očmi, da kako lahko, ker to zdaj govorimo o ženske smo tiste, ki smo malo bolj preveč zahtevne. Kaj, če naredite drugače? Mi smo danes imeli tantro in sem prav opazvala mojo skupino ljudi, mojo ekipo, čudovito mojo skupino. Kako skupino? Moje ambasadorke. Smo ena lepa skupina. Zdaj smo že drugo leto skupaj in res se vidijo naše spremembe, koliko smo bolj stabilne, koliko bolj zaupamo, koliko si bolj dovolimo se odpreti. In ne zdaj iskati in čakati, kdo se bo kaj zmotil, kdo bo kaj naredil, ampak koliko se odpremo in rečemo, oh my God, želim si nekaj najboljšega.
Ena izmed njih je rekla, ko smo malce šle v kako temo, je rekla, spustimo to, danes imamo tantro, danes se moramo napolniti. Kaj pomeni? Ko je človek preveč zahteven do sebe, najprej so to vzorci, na katerih je treba delati. Jaz to res ne bom ponovno ponavljala, ker to je tokrat predlagam, res predlagam. Ali da greste kakemu psihoterapevtu, pa da skupaj rešujete vaše vzorce, da greste z mano na obred, lahko prijete na kakav obred ali pa na en obred ljubezni, ker je treba srček odpreti, ali pa začnete samostojno prav delati, ste pozorni, kaj vas moti. Ok, to je prva stvar. Zdaj pa, kako zmanjšati to prezahtevnost, da ne boste tako zahtevni? Tako, da najprej, kamorkoli vi greste, kamorkoli vi sprejmete, vidite ljudi, jih ne sodite, ne kritizirate. In naprimer, kako to zgleda, če greste na neko delavnico. Če greste na delavnico, prijete na delavnico in ne gledate, kaj vse ni dobro, vendar pogledate, kaj vse boste od te delavnice dobili. Jaz sem prepričana, da iz vsake delavnice lahko potegnete najboljše, kar je. Tisto dobite, tisto, kar morate dobiti. Ne boste dobili vsega, razen če boste obremenjeni z vsemi in potem boste izgubili dan, najprej boste vse slabo, najprej boste dvome vse vklopili, vse naložili si, Tako pa se spustite in rečete, danes vem, da bom dobil najbolje, kar zmorem in kar je prav, da mi pripada. In ko ste preveč zahtevni do sebe, vedite, da je okoli vas vsi uspešni ljudje. Vsi tisti, ki so tako uspešni, so prezahtevni, ampak najboljši, uspešni pa srečni, so pa tisti, ki si dovolijo tudi kak kolaps. Ko dovolijo paditi, ko se ne ustrašijo tega, ko padejo, ko si dovolijo, naprimer, jim nekaj ne uspe, reče, kljukica, bo nekaj drugega uspelo. Ko si dovolijo, da ni perfekt od perfekt, da je lahko tudi malce manj perfekt, tisti so pa in srečni in uspešni. Vendar, kaj je značilno pri uspešnih ljudeh, da nikoli ne obupajo. Uspešni ljudje nikoli, on reče, se bo sigurno nekaj, jaz vem, da zmorem. Ko nihče ne zmore, on verjame, da zmore. Pa predvsem, kar je, da je drugačen od ostalih. Ok, to meni na kratko, rezime prezahtevnosti, spustite kriterije, najprej začnite delati na sebi, potem pa spustite kriterije in si recite, ok, danes, ko grem, sem sigurno, je nekaj dobrega zame. In naj vam povem, danes na tantri, smo pol malo delali, seveda tudi na koncu meditacija in je bilo najbolj zanimivo, da sem dobila čudovite ideje za misli za naprej, na tantri, kar pomeni, da drage moje ženske, do 35. leta sem funkcionirala izključno iz uma. Čeprav imam srček odprto, jaz sem prepričana, da moje srce je skozi odprto, ampak sem se skozi borila, da pač moram ta uklapljati. Mora biti napolno. Od 35. leta naprej sem začela živeti sebe, spoznati se. Zdaj ne moram na glas reči, če ne bo to javno tako vsem, ampak sem rekla, res, kako je lahko življenje lepo. Kar pomeni, da sem se dovolila prebuditi kot ženska. Ne govorim, da sem takrat že postala boginja, niti, za boginjo se je treba fejst potruditi, za boginjo tudi moraš biti tantrična boginja, da si lahko boginja, Vendar, kaj pa sem ugotovila, da smo dosti bolj utrujene, ne samo utrujene, napete, če delujemo iz uma, če delujemo izključno iz uma, da no zdaj izgledalo, da moramo samo delovati iz spolne čakre ali pa iz srčne, sakralne pa srčne. Poanta pa je, da je delo lahko dosti lažje. Delo je lahko bolj enostavno, ker je bolj ženske smo voda in mi bi mogli malo tako, malo v redu je, tako vsakič, ko kamorkoli greste, rečete, delam najbolje, kar zmorem, in potem se prepustite. In voda mora biti malo tako, Saj veste, voda gre čez vse, čez velike kamne, čez majhne kamne, čez pesek, vse povsod. Mi nismo voda, mi nismo skala, mi nismo močne, mi smo voda. Moramo biti malo subtilne, nežne. Okay? To meni dovoljte si, kamorkoli greste, to je predvsem odgovor, draga tebi, ker si mi napisala, da bi vse rada bila. Sorry, ne bo šlo vse.
Če pa boš pa vse povsod tako, ampak bo zadovoljna, boš na trojkici vse povsod, pa je top of the top. Jaz vem, ko sem živela za kariero, sem se predala karieri in sem bila malo manj mamica in žena. Zdaj sem pa malce več žena, to, kar delam čudovito. Otroci so pa zdaj že toliko veliki, da vse, kar rabijo od mene, da jih znam poslušati in slišati in ko potrebujejo vrednost, da sem tukaj za njih. Ok, to je prva stvar. En stavek še zraven. Koliko je ura? En stavek, ki mi ga je moj sine povedal, sem ga že delila na delavnica, pa ne vem, sem ga že tudi z vami na video delila. Vprašala sem sina, ta starejšega sina, totalno je občutljiv na socialno omrežje. Vedno mi reče, ko sem pač sliko objavila, sem to ne. Zdaj ne vem, če sem že naprej smo video povedala, ampak vseeno, tako je močno, da bi rada še enkrat podelila z vami. Mi je sine rekel, jaz ga sina vprašam, sine, a ti je mami dala vrednost? Pa reče moj sine meni, ne mami, veš, vrednost si moški zasluži takrat, ko nekaj naredi. Ko nekaj naredi, da pusti ni mi rekel pečat, ampak je rekel, ko poskrbi za družino. Ko bom jaz nekaj naredil, ko bom prinesel, da znam poskrbeti zase, pa da znam poskrbeti za svojo tijo, mojo tijico, potem bom dobil vrednost. Pa sem pa rekel, oh my god, vrednosti ti nisem dala, kako je to možno? Ker nisem, mami ni imela vrednosti takrat. Pa reče, ni res, draga mami. Mami, vsaka ženska dobi vrednost takrat, ko postane žena in ko postane mami. Od nas je pa odvisno, ali si bomo to vzeli. In če jaz zdaj vzamem in pogledam se nazaj, kot žena sem mislila, da se moram dokazovati in biti najboljša, prinašati dobre rezultate in tako, da me bo mož videl, da sem dobra žena. Namesto, da bi bila žena v podporu moškemu, da bi ga, ne vem, dajala vrednost, da bi on čutil, da ga občudujem in da mu zaupam, da lahko poskrbi za družino. In ko sem postala mamica, dobiš vrednost, ker si dal nekomu življenje. In ker si ti dal nekomu življenje, to tudi pomeni, da si naredil nekaj lepega za ta svet. In takrat bi dobil vrednost. Jaz sem zbrala takšno vrednost, zato je pol pravim, da jih nisem imela, ker sem raje šla delati in sem predala otroke babicam. Tako da ne ene, ne druge porodniške nisem imela, pa to ni zdaj, da bi karkoli. Jaz danes vsakmu rečem, ko ste noseče, drage moje, ko ste na porodniški, bodite mame, dajte si to vrednost, bodite žene, uživajte s tem otrokom, zaradi tega, ker jaz pravim, v tem življenju mi pač to ni bilo usojeno, zdaj pač ne bi imela več otrok, pri 47 ne, ampak sem pa prepričana, če me bo imela drugo možnost, v drugem življenju, če bo prišlo do tega, bi si vsekakor želela, da bi pa res bila mamica. Pa sigurno sem prišla na to pot, da se to naučim, da je v redu, da ne rabim biti samo, da sem lahko vredna za ženo pa mamico. Evo, to mi je rekel sine. Ok, to je prvo. In še za drugo odgovor bi vam rada podala, kjer mi je napisal gospod, da je vodja in da vsakič prije bolj izčrpan, ali zato, ker so ljudje bolj tukaj intelektualci, to pomeni, sem prepričana, da vodi neko skupino doktorjev ali pa kakih magistrov. In mogoče to se mi pa tako top navezuje na današnjo zgodbo, ki smo jo tudi mi danes odprli na naši delavnici. Pa jo bom podelila z vami, pa bom kar podelila iz mojega primera. V tujini imajo zelo jasno razdelano, kdo je vodja in kdo je menedžer. Kdo je vodja, kdo je menedžer. In enkrat sem že v enem videu vas vprašala, kaj je vaša hrana? A je vaša hrana to, da vidite srečne ljudi? A je vaša hrana, da ko vstopite, da sem vidite, da so nasmejani? A je vaša hrana polna dvorana? A je vaša hrana, da ti ljudje naredijo spremembo? A je vaša hrana, da ti ljudje delajo rezultate? In ko vi veste, kaj je vaša hrana, se znate tudi opredeliti. Ali ste bolj vodja, ali ste menedžer. In meni osebno občudujem ljudi, ki so z mano, ki so srečni. Občudujem, ampak za mene je pomemben rezultat. To meni je premalo, da jaz vidim osebo, da prije k meni, da se smeji, pa da je lušna, pa da je fajn, pa da tako. V redu je, tu je na mestu. Pri meni je pomembno, da vidim trend od te osebe.
Pomeni kakšen trend. Da je ona to svojo preobrazbo, ki jo dela na sebi, prenesla na osebni nivo, na poslovni nivo in da se tudi poznajo rezultati. Zato je zelo težko, ko razlagam, vsi, ki pridejo pač k meni, jaz rečem, jaz se strinjam, lahko bi bila srečna, ker ste v dvorani, mislim, ker ste z mano, bila srečna, ker ste vi zdajle srečni, to mene ne osrečuje. To pomeni, če zdaj pogledamo, ne vem, če sem dober vodja, sem potem boljši menedžer, ker me osrečujejo rezultati. In zato tudi ne vem, če sem za polne dvorane, ker hočem imeti tiste, ki jih imam, da jih vsaj 80% ljudi dela premike. Ampak delanje premikov je pa tako, je pa potrpežljivost, vztrajnost, samodisciplina, potem definitivno to, da si upaš biti drugačen in predvsem to, tako nihče ne verjame vate, da ti rečeš, jaz verjamem sama vase ali pa sam vase. Pomeni, da najprej razdelate in ker mi je ta gospod pač podal, da ne ve, mislim, da je vsak dan izčrpan, najprej odgovor na to, Sorry, zdaj pač jaz ga nisem napisala, a me boste gledali, pa boste iz tega potem dobili odgovor, to ne vem. Če ste kot vodja postavljeni, da delate rezultate, je pomembno, da se zavedate, da vaša posledica morajo biti rezultati, kar pomeni, ali ste pripravljeni to ekipo zmotivirati, navdihniti, da bo ona dosegala rezultate. Ok, smo razumeli. To pomeni, zdaj najprej moramo pogledati, a smo menedžer, ker če nismo menedžer, pomeni, da smo vodja, ki bi želeli samo na način izpodbuditi. Pomeni, da to ni zdaj, to je mogoče kadrovik, dober na socialna delavka, psiholog, ne vem, v proizvodnji tudi zelo dobri so taki, ker naprimer, če kdo ne dosega, ker tam vse, kar rabi lepo, prijazno besedo, tudi v kakovosti, ko ste pa vi kot vodja določen za neke KPI-je, kazalnike, ki morajo biti pa malce bolj drzni, to pomeni sprememba, optimizacija, rast prihodkov, nižanje stroškov, gor dol, takrat pa je dobro, da veste, ali ste menedžer, ali ste vodja. Kajti, sej to pravim, to mogoče pri nas ni, vodja, jaz ne vem, ko se spomnim za nazaj, hotela sem biti všečna, ampak vedno sem pa strmela k rezultatom, vedno. In potem tako rečem, všečen ne moreš biti, ker slej ko prej ne moreš biti vsem všečen, enim si, enim nisi. Zato ocenjujem, da je res hrana vodje, da vidi srečne ljudi. In potem bo pač za to srečo skrbel. To pomeni, da bo skrbel za srečo na ta način, da bo rekel, ne dosegamo rezultate in si bo vzel čas za to ekipo in bo rekel, ok, povej, kako ti lahko pomagam, kako lahko se posvetim tebi, kaj lahko naredim. In če vidi, da ta oseba pač ne more narediti premikov, mu predlaga, pa reče, kaj pa praviš, če bi ti šel na to delovno mesto. Če si pa menedžer, imaš ekipo in v tej ekipi ne dosegate rezultate, rečete, fantje, kaj bomo naredili, kam se bomo postavili, vendar ne greš toliko noter v te ljudi, ampak konstantno si poln idej, seka, pojdi tja, naredimo to, dajmo to. Same ideje ti sekajo, da dosežeš rezultat. Upam, da ste to razumeli. V vsakem primeru, tako kot pri vodji, tako kot pri menedžerju, dejansko je to pri nas včasih pomešana ista vloga, da je vodja tudi menedžer, še posebej pri podjetnikih, ka moramo biti včasih voditelji in menedžeri. Jaz bom iskrena v tem stilu, hotela sem povedati, kako je zanimivo, ko opazujem mojega moža, res, ne da se zdaj tako sliši podcukrano, ne vem, moj mož je najbolj čudovit voditelj, zato ker on res ima rad ljudi. Za nje, rad ljudi tako, ne želi, vsakmu bi želel vse najbolje, nikogar ne sodi, konstantno si pa vedno vzel čas, tudi ko vidi, da ga že nekdo ful izčrpa, bo še vedno delal na tem,
In vedno rečem Igor, potem imamo pa dobrega, mogoče pa zraven Nikota, ko pa rečem Niko, zdaj če je Igor voditelj, potem moraš ti vlogo menedžerja prevzeti. Menedžerji so pa tisti, ki rečejo, ok, lej, ful je dobro biti tako, da imaš srčne, zadovoljne ljudi, ampak rezultati pa tudi morajo biti. Ker vsak od vas vedno želi imeti vsako leto mogoče višjo plačo, boljše pogoje za delo, lažje delo na nek način. Jaz sem prepričana, da tako bi moglo biti, ampak če je tako, potem rabite menedžerje v podjetju. Tako da, sami se odločite, kaj je vaša hrana. Če so vaša hrana sreča ljudi, zadovoljstvo ljudi, potem boste pač vse naredili, da bo orodje, da boste delali s temi ljudmi, jih premikali. In ko boste videli, da ti ljudje ne morejo dosegati tega, kar bi vi želeli, to zdaj govorimo v podjetju, pa bom pa govorila ali pa tako, potem pa te predlagate. Jaz ti predlagam, če bi se menil službo, ker bi tam bil dosti bolj uspešen. Če ste pa menedžer, je pa pomeni, da je vaša hrana, so pa rezultati, da bi želeli imeti rezultate. Takrat si pa morate sami pri sebi priznati. Ne sme vam biti težko reči nekomu ne gre, moramo to, pripravimo. Tu boste mogli pa skozi ta del, da rečete, ok, ampak jaz vsem želim biti uspešen. Evo, tu sem poskušala vam dati dva kejsa, dva primera. Eno je prezahtevnost, spustite kriterije. Tukaj se je pa potrebno odločiti, a hočete biti menedžer, a hočete biti voditelj. Vodja, voditelj. Ja. Zdaj bi nekdo rekel, kaj je to drugačnega. Ja, naprimer, moj mož si bo izredno veliko časa vzel za ljudi, se je preveril. Vedno je tudi skromen, tudi nima nekih velikih apetitov. Jaz sem pa vedno imela malo večje apetite. To pomeni, hočem rezultate, želim biti tam, hočem iti na nove trge. In mi je ful lepo rekel, dragi Bernard, hvala ti za čudovito. Zbrali smo odličen start-up, ne vem, če ste videli, start-up, slovenski start-up, res so čudoviti, so bili vsi čudoviti, tam bilo noro. In sem se srečala z enim starim znancem in sem mu rekla, daj povej mi, kaj je pri nas tisto, da ne moramo te številke tako narediti neko ekspanzijo v skazi. In mi je rekel tako, to, kar mi je kar odmevalo v ušesih. Tanja, ali želite imeti v podjetju odnose, pa imate lepe odnose, pa gradite odnose, pa se fajn počutite, ali pa želite imeti rast. Če imate rast, tukaj bo malce tekmovalnosti, malce drznosti, malce drugačnosti, malo več, ne vem, konstruktivnih pogovorov, kot pa tukaj pri odnosih. Vendar jaz mislim, da lahko imamo oboje, samo je potrebno ne zdaj veliko ekspanzijo, ampak samo nek trend narediti, da človek iz tega mesta reče, ok, zdaj bi pa jaz nekaj več imel zame. Mogoče še primer, tega bi ful rada podelila, ker mi je toliko odprl oči, da je bilo se znoriti, ker sem rekla, ampak jaz bi vse imela večjo rast, več bi tega imela, več. Pa mi reče, predstavljaj si, ker da imam moža noro rada, predstavljaj si svojega novega moža čez 3 leta. Pa jaz rečem, zakaj bi si jaz predstavljala novega moža zdaj čez 3 leta? Kaj bi jaz zdaj hotela imeti novega moža čez 3 leta? Je rekel, vidiš, če hočeš imeti v podjetju spremembo, drugačno organizacijsko, da niste več tako na odnosih, da bi radi karkoli drugega, je treba si danes predstavljati konkretno, kako se bo ta organizacija spremenila. Kljub temu, če je danes, to veni, če je ljudem danes lepo, zakaj bi oni razmišljali čez 3 leta, kako bo? Ampak to je res, treba je tako razmišljati. Tudi, če ti je danes lepo, kako bi lahko bilo drugače, če pa bi to malce spremenil. Evo, toliko z moje strani, želim vam en čudovit večer. Jaz ponovno odhajam na Bled. Ta mesec, naj vam povem, da to je zdaj že 4. vikend. Hvala Bogu, da že Igor gre kdaj z mano. Otroci so pri meni bolj veseli, da me imajo med tednom kot za vikende. Zaradi tega, ker za vikende so oni prosti, pa pol lahko počno, ampak z med tednom pa imajo radi skuhano, mami kaj za jest, radi potem z mano podelijo, zdaj konec šolskega leta se tudi radi dosti pogovarjajo z mano, tako da predvsem, kar bi vam želela nekako tako podeliti,
Ne biti toliko zahtevni do sebe, dajte spustiti te kriterije. Jaz sem jih, evo, danes nimam opranih las, pa je ok, pa je čisto ok. Tako, danes sem v pisarni, ker mi je ena lučka crknala tisto tamalo, ko sem imela, to mi ni skrajni čas, da posnamem, se reka, evo, gremo v pisarno posneti. Danes sem malce zamudila, kar pri meni ni glih neka navada. Veste, da sem rada točna, ne glede na to, kje sem, rada posnamem video. Se nekaj lepa, to je tudi možno. To meni spuščam in bolj ko spuščam, bolj se mi zdi, da sem bolj srečna. Res je, da sem bolj srečna, da nisem toliko sama zahtevna in tudi posledično zahtevna do drugih. En lep večer.